Kaj je bilo to? Ja, kaj, štajerski lisjak je. A ja? Are? Ja, Kam ga pa šiba? Kam, malo na okrog. A ja. Z Radio Maribor. Lepo pozdravljeni, zdaj smo v Postojnski jami, smo na jamskem vlakcu, ta vozi po tej jami že 146 let. Koliko kilometrov meri postojnski jamski sistem oziroma Postojnska jama? Postojnska jama je dolga 24 km, malo več kot 24 km. Takole, spoštovani poslušalci, vozimo se z jamskim vlakcem v Postojnski jami. Ta vozi tukaj, kot rečeno, že 146 let. Gospod Glažar, kaj zdaj le vidimo tamle na desni? Se peljamo mimo Snežnika, ko še ni bilo prve enotirne železnice, je bil to edini prehod do plesne dvorane. Ja, značilno, se pravi kot vse. Sigurno so vas v tem že obvestili, trenutno nahajamo v območju matičnega Krasa. Se pravi, gre za tipičen kraški svet. Naša primarna kamnina tukaj je apnenec. Na teh območjih je star že, v bistvu, če bi malo primerjali, tako kot včasih dinozavri, se pravi od 80 do 90 milijonov let. In imamo tudi dost veliko vodnih virov, se pravi, imamo veliko rek na tem območju, ki so pa skupaj v povezavi za to kamnino, se pravi, gre za v bistvu, bom rekla, pritok reke iz kamnine, ki je za vodo neprepustna, do bariere, do kamnine, ki je za vodo prepustna. V tem primeru je to ta naš apnenec. Kar se tiče arheoloških raziskav, lahko sklepamo, da tudi v tej jami, v zunanjih predelih je nekoč, v bistvu ne bom rekla prebival neandertalec, ampak ta jama je bila z njihove strani uporabljena, večinoma kot zatočišče. Tudi v določenih delih Postojnske jame smo tako našli ostanke raznoraznih jamskih živali, pri nas je na ogled v bistvu del lobanje jamskega medveda. Našli smo pa tudi določene ostanke orožja oziroma orodja, ki jih je takratni neandertalec uporabljal. Za biologe, še posebej speleobiologe, je ta podzemni svet pravo razkošje. Speleološko, kako bogata in raznolika je Postojnska jama. Tudi na tem področju se zdi, da je nekaj posebnega, ne? Z eno besedo bi lahko našo jamo za biologe opisala kot raj. Najbolj značilna, tudi simbol te naše jame je seveda naša tako imenovana človeška ribica, latinsko se imenuje Proteus sanguinus, zato jo imamo tudi na ogled obiskovalcem. Tudi podzemne vode zaradi človeškega vpliva, kaj ne, postajajo vse bolj onesnažene. Kako to vpliva na podzemni ekosistem? Podzemni ekosistemi so v bistvu izredno občutljivi, ker so res neposredno povezani z zunanjim svetom. Res je, da smo lahko par 10 metrov pod zemljo, ne, ampak vse, kar se dogaja nad nami, bo vplivalo na jamski svet. No, torej lahko rečeva, da prizadevanja za zaščito podzemnih voda in posledično vsega podzemnega ekosistema obstajajo, ne? Vsekakor. Malo naokrog. Z Radiem Maribor.